dobrodošli v novem potopu. Danes se spuščamo v en sam dogodek, ampak tak, ki veliko pove. Zahvalna maša, Ljubljanska stolnica, 22. maj 1941. Res je, na prvi pogled morda samo vrstki obred, ampak veri, recimo časopis Slovenec iz tistega časa, pa tudi kasnejše analize, kažejo precej drugačno sliko. Točno. Naša naloga danes je razkriti, kaj je ta dogodek v resnici pomenil. Zakaj je bil to tisti trenutek, ko sta se simbolno rečeno v okupirani Ljubljani srečala križ in fašese? Ampak da bi to razumeli, moramo res na hitro pogledati, kaj se je dogajalo tik pred tem. April 1941, vemo, Jugoslavija razpade. Kaos, ja. In Italija zasede osrednjo Slovenijo, ustanovi Ljubljansko pokrajino in njihova prva poteza, navidezna milost. Navidezna milost, kako to mislite? Obljubljevali so ohranitev jezika, kulture, celo zaščito vere. Vse z namenom, da bi nekako potegnili na svojo stran slovenske elite. Ampak pravite navidezna. Ja, ker v ozadju je že tekel načrt. Načrt postopne italijanizacije. In glavni operativec za to je bil visoki komisar Emilio Grazioli. Tisti Grazioli, ja, opisovali so ga kot izkušenega raznarodovalca, kane? Točno. Torej, ozračje v Ljubljani je bilo polno negotovosti, iskanja nekega reda. In v to napeto situacijo pade 22. maj. Praznik v nebohoda. Škof Gregorij Rožman vodi slovesno mašo v stolnici. Ampak ni pomembno samo, kdo mašuje. Ampak predvsem, kdo sedi v prvih vrstah. Tako je. Tam so najvišji italijanski predstavniki, civilni in vojaški. Grazioli seveda, potem general Mario Roboti. Isti Roboti, ki je kasneje zaslovel s tistim grozljivim ukazom premalo se pobija. Ja, prav ta. Pa general Taddeo Orlando. In niso kar nekje sedeli, imeli so častna mesta. To je bilo jasno sporočilo. Absolutno, sporočilo moči in neke vrste sodelovanja. Poleg njih pa, in to je tudi zelo pomembno, cela vrsta slovenskih imen. Predvojna elita, pravzaprav. Tako nekako. Viri omenjajo bivšega bana Natlačna, pa župana Adlešiča, rektorja univerze Slaviča. To res kaže na široko sprejemanje te nove realnosti. Ali pa vsaj nekakšno sprijaznenje se strani teh krogov. In potem še poudarek na slovenščini med mašo. To je bil del italijanske propagande, češ, glejte, spoštujemo vaš jezik. Vse skupaj pa se zaključi z mogočno zahvalno pesmijo, Te Deum, zelo simbolično. Zelo. Poglejva zdaj malo globlje. Zakaj? Kakšni so bili motivi teh akterjev, da so se znašli skupaj na tej maši? Motivi so bili kot ponovadi v takih situacijah precej kompleksni in prepleteni. Za škofa Rožmana je bil po vseh analizah sodeč ključen predvsem globok antikomunizem. Strah pred brezbožnim bolševizmom, kot so ga imenovali. Točno. In v fašistični Italiji je videl morda manjše zlo. Zaveznika proti tej nevarnosti. Skliceval se je tudi na Pavlovo pismo Rimljanom. O pokorščini oblasti, vsakršni oblasti. Tako je, pa seveda iskali zaščito za cerkev, za vernike v teh, milo rečeno, negotovih časih. In to se nekako ujema s širšo vatikansko politiko tistega časa. Tisto realpolitik, pragmatizem. Nekaj podobnega kot lateranski sporazumi med Mussolinijem in Vatikanom desetletje prej. Ja, vsekakor obstajajo vzporednice. Pragmatizem pred ideologijo, ko gre za zaščito institucije. Po drugi strani pa Italijani. Kaj je bil njihov interes? Za okupacijsko oblast je bil to predvsem lov na legitimnost. Predstaviti se kot zaščitnik vere, tradicije. To je bilo pomembno za globoko verno prebivalstvo. In s tem utrditi nadzor, preprečiti odpor, saj na začetku. Točno. Bila je to v bistvu močna propagandna poteza in potem je tu še slovenska konzervativna elita. Tudi oni. Strah pred komunizmom verjetno, pa želja ohraniti neko vpliv. Del nacionalnih interesov, kot so jih oni videli, in pa seveda ohraniti svoj položaj. Kakšni pa so bili takojšnji odzivi na vse to? Verjetno niso bili vsi navdušeni. Daleč od tega. Slika je bila popolnoma, ampak res popolnoma razklana. Po eni strani uradni mediji, recimo Slovenec, ki ste ga že omenili. Kaj so pisali? Slavili so dogodek.
Poročilo je bilo skoraj filmsko, opisovali so harmonijo, mir, hvaležnost, poudarjali so pobožno udeležbo italijanskih veljakov. Propaganda torej. Očitno. Ampak na drugi strani pa popolnoma drugačna reakcija. V ilegali, med tistimi, ki so že razmišljali o odporu, kasneje osvobodilna fronta. Tam pa ogorčenje. Ogorčenje, ja. To so videli kot narodno izdajstvo, sramotno sodelovanje z okupatorjem. In zanimiv je menda tudi odziv znotraj cerkve same, med primorskimi duhovniki. Zelo zanimiv in poveden. Primorski duhovniki so imeli namreč neposredne, zelo grenke izkušnje s fašizmom, že od prej, z raznarodovanjem, preganjanjem. In zanje je bilo to, po pričevanjih, nerazumljivo. Bili so šokirani. Ta takojšnja delitev je res presumljiva. Kako različno so ljudje dojemali isto stvar, kar nas pripelje do vprašanja. Kolaboracija. Je bila ta maša kolaboracija? No, to je seveda občutljivo vprašanje in odvisno od definicije. Ampak, če kolaboracijo razumemo kot prostovoljno, politično, morda celo ideološko sodelovanje z okupatorjem, ki presega tisto nujno administracijo za preživetje ljudi, Torej ne nekaj, kar si bil prisiljen narediti. Točno. Potem dejstva o tej maši, prostovoljna udeležba vseh strani, sama simbolika dogodka kažejo, da je šlo za jasno politično dejanje, sodelovanja. Ni dokazov, da bi bil kdo v to prisiljen. Ampak interpretacije so še danes različne. Seveda. Ena stran poudarja Rožmanovo pastirsko skrb, pragmatizem, boj proti komunizmu kot večjemu zlu. Druga stran pa izpostavlja, da je s tem objektivno dal legitimacijo fašističnemu okupatorju in da je to škodilo odporniškemu gibanju. Pomembno je tudi vedeti, da to ni bil osamljen dogodek. Bil je del širšega vzorca. Torej, če skušava povzeti, kaj smo ugotovili o tej zahvalni maši 22. maja 1941? Vsekakor ni bila samo verski obred. Bila je skrbno načrtovana, zrežirana politična predstava. Simbol zbliževanja? Med delom cerkve, vsaj njeno vodstvo in fašistično oblastjo. Temelječe na nekih vzajemnih interesih. Predvsem na skupnem imenovalcu antikomunizmu. In posledice. Ta dogodek je, kot kaže, še poglobil razkol v narodu? Nedvomno. Služil je kot močno propagandno orodje za okupatorja in za tiste, ki so z njim sodelovali. In zapuščina tega dogodka je res dolgotrajna in boleča. Bil je tudi del argumentacije na povojnem procesu proti škofu Rožmanu. Obsojen je bil leta 1946 v odsotnosti. Res je. Potem pa je leta 2007 Vrhovno sodišče to sodbo razveljavilo. Ampak pozor, zaradi proceduralnih napak med sojenjem, sodišče se ni spuščalo v vsebinsko presojo dejanj. Kar pa, kot vemo in kot kažejo tudi viri ter odzivli, ni prineslo neke sprave. Kvečjemu je ponovno odprlo stare rane. In še dodatno politiziralo debato o tem obdobju. Kar je fascinantno je prav ta neverjetna trajna moč simbola, kako lahko en sam dogodek star več kot 80 let še danes tako močno deli. Kar nas pripelje do zadnje misli, morda za premislek. Kako je to mogoče, da en sam dogodek, ena maša, postane tako trajan simbol narodne delitve? In kako naj danes gledamo na dejanja posameznikov v tistih izjemno zapletenih časih, ko so se soočali z več sovražniki hkrati? Kako jih razumeti, ne da bi poenostavljali to težko preteklost, ali pa opravičevali sporna dejanja? Vprašanja, ki verjetno ostajajo odprta. Hvala za ta potop. Hvala.